Če vaš otrok jeclja in to ni neko prehodno jecljanje, poiščite si pomoč logopeda čim prej, da bo njemu lažje. Ali vaš otrok jeclja? Če je temu tako, ne zamudite današnji video. Zakaj? Ja, v njem vam bom podal par nasvetov, kako ravnati v primeru, ko vaš otrok jeclja. Če še ne veste, sem Marko Knez, nastopil sem že na veliko televizijskih oddajah, na radijskih oddajah, kjer sem na veliko govoril o jecljanju. Sem tako rekoč zgodba o uspehu. Namreč, ko sem bil mlajši oziroma majhen, sem zelo, zelo močno jecljal. Pa me poglejte sedaj. Torej, gremo ta prvi špica, potem pa nadaljujemo. Kaj storiti, ko vaš otrok jeclja? Ja, verjetno je tisti prvi instinkt, da mu pomagate, da mu dokončujete besede in tako naprej. Vendar to načeloma ni zelo dobro. Vam bom pa podal par nasvetov, kako dejansko delati z otrokom oziroma kaj storiti z otrokom, ki jeclja. Pa začnimo. Ti nasveti bodo morda bili nekaj, na kar niste navajeni. Ali verjemite mi, te nasveti zelo pomagajo. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker je te nasvete tudi napisala, med drugim, moja logopedinja, ki me je pripeljala do tega, kjer sem danes. Ta logopedinja pa je Vlasta Podbrežnik. No, kot sem že par trenutkov nazaj povedal, pa kar začnimo s temi nasveti. Te nasvete bom jaz sicer bral iz knjige Jecljam, si mi kos, sem si kos. Pa začnimo. Z otrokom govorite sproščeno, razločno in počasi. Uporabljajte kratke, enostavne besede in stavke. Med pogovorom se večkrat ustavite. Bodite pozorni na vsebino povedanega. Vzpostavite očesni stik z mimiko obraza in telesno govorico. Dokažite, da ga poslušate. No, saj tale ta drugi nasvet ni čisto nič napačen tudi za odraslo osebo. Kajti, ko nam izkažete, da imate čas, da nas poslušate, s tem izkažete zelo veliko spoštovanje do nas. Otroku bodite dober govorni vzor. Ne dajajte nasvetov, kot so: govori počasi, ne jecljaj, poskusi še enkrat, vzemi si čas. Vzemite si čas za pogovor. Zmanjšate število vprašanj, ki jih postavljate svojemu otroku. Otrok naj spontano izraža svoje ideje. Dobro ga poslušajte in s komentiranjem povedanega dokažite, da ste dober poslušalec. Družina naj v svoj dnevni red uvede tako imenovane družinske minute, ko se vsi člani družine zberejo skupaj in kakovosten čas posvetijo vsem skupaj in vsakemu posebej. Tukajle lahko dostikrat pride do tega, da neki otrok začne jecljati, ker nima dovolj pozornosti v družini. Lahko to hote ali nehote, ampak dostikrat se lahko zgodi. Zaradi tega je ta nasvet po mojem mnenju zelo, zelo dober. V družini se učimo poslušati drug drugega. Saj mislim, da tale nasvet bi prišel prav čisto vsem družinam po svetu, ne samo družinam, kjer en otrok jeclja. Ali seveda več otrok, tudi to se zgodi. Otroci, ki jecljajo, se lažje izražajo, če jih ne prekinjamo in imajo poslušalčevo pozornost. No, to vam lahko povem iz lastnih izkušenj, da ko sem bil majhen, če se me je prekinilo, sem imel potem zelo velike težave nadaljevati določeno misel ali celo določeno besedo. Pri vzgoji so pomembna stališča obeh staršev in širše družine. No, tukajle je tole spet eden izmed teh nasvetov, ki tudi zelo pripomorejo k boljšemu razumevanju drug drugega v družini na splošno, ne samo pri družinah, kjer vsaj en otrok jeclja. Bodite dober govorni vzgled. Berite pravljice z nenasilno vsebino, priporočamo pa petje zaradi sproščanja glasilk in zmanjševanja negativnih čustev. Vsi vemo, da glasba, petje zelo pripomore k dobremu počutju. Pa še eno dejstvo, če ga do sedaj niste zasledili. Mi jecljavci, ko pojemo,
ne jecljamo. Naslednji nasvet, ki pa je zelo, zelo pomemben, vsaj po mojem mnenju. Otrok zaradi jecljanja ne sme biti privilegiran ali kaznovan. To popolnoma drži. Tudi sam nikoli nisem hotel biti v privilegiranem položaju zaradi mojega jecljanja. To je predvsem v smislu, da imaš lahko določene ugodnosti pri spraševanju v šoli in tako naprej. Ampak ponovno, to je samo moje mnenje. Jaz sem bil vedno taka oseba, da nisem hotel imeti privilegijev. Je pa dejstvo, da določeni privilegiji pomagajo, če je res, res tako težko, da nekdo ne more povedati določene besede. Tukaj bi nekako še razumel to. Je pa seveda tako kot povsod. Otroci so zelo pametni in verjetno, da kje kdo tudi zelo izkorišča. Uredite otrokov bioritem. Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da mora biti zadosti gibanja, zadosti spanja, pa seveda tudi prehrana mora biti uravnotežena. Seveda tukaj ne smemo pozabiti na interesne dejavnosti in na razne šolske aktivnosti. Tu dostikrat pozabimo, ali pa vsaj v mojih časih so starši dostikrat pozabili na te razne interesne dejavnosti. Pa še tako je, da če si majčkeno poseben v tem svetu, potem se lahko zgodi, da imaš neki določen talent, ki ga zaradi svoje posebnosti lahko razviješ do te mere, da si lahko kasneje v življenju tudi celo uspešen. Ali pa tudi konec koncev ti ni treba biti zelo uspešen na tem področju. Važno je, da se v tem, kar ti delaš, dobro počutiš. Kajti dobro počutje pomeni dober govor, zelo dobra samozavest in obrat. In seveda še tisti zadnji nasvet, ki pa ni nič posebnega, ampak ga moram vseeno povedati. Poiščite strokovno pomoč in bodite vztrajni. Če opazite, da otrok kljub vsem tem nasvetom še vedno jeclja, se njegov govor ne izboljšuje. Takrat pa zelo priporočam obisk logopeda. Evo, to je bilo danes zelo nekih takih kratkih par nasvetov za vas, ki imate otroke in ki si želite, kar je popolnoma normalno, da bi otrok čim prej nehal jecljati. To so neki nasveti, ki lahko pripomorejo k temu, da bo otrok nehal jecljati, seveda, če gre za neko prehodno jecljanje. Če pa gre za jecljanje, ki ni prehodno, potem pa si le poiščite čim prej, poudarek je tukaj na čim prej, strokovno pomoč logopeda. Zakaj pravim čim prej? Zaradi tega, ker bo potem tako vam, predvsem pa otroku bo veliko, veliko lažje v življenju, če mu boste poiskali čim prej pomoč logopeda. To lahko potrdim iz lastnih izkušenj, kajti v mojem obdobju se nekako ni veliko govorilo o tem in tudi razne te strokovne pomoči so bile tako. Sedaj je to vse na veliko, veliko boljšem nivoju. Zatorej, če vaš otrok jeclja in to ni neko prehodno jecljanje, poiščite si pomoč logopeda čim prej, da bo njemu lažje. To je bilo danes za vse na mojem kanalu. Če še niste followali, dajte ga followati, lajkajte video in tako kot vedno, vidimo se v naslednjem videu.